Kaj vas je spodbudilo, da ste napisala knjigo Trznil je, odprla je oko? Knjiga je posvečena mojemu dedi Iliji, ki se je rodil leta 1925 in na katerega sem bila zelo navezana. On je doživel 94 let in živel je v 3 različnih državah. V partizane je šel pri 16 letih, bil je udeležen tudi v času desanta na Drvar. S 6. ličko proletersko divizijo je osvobajal Beograd in bil kasneje ranjen na Sremski fronti. Torej, moj ded je bil zame navdih, zelo sem ponosna nanj, hkrati sva pa imela zelo poseben odnos, hkrati ljubeč, hkrati sva prevpraševala prepričanja drug drugega, tako da sva se velikokrat zapletla tudi v kakšne debate, ki so lahko trajale dlje časa. Včasih sva spremenila mnenje drug drugega, včasih sva ostala pri svojem. Tako da to neko toplo čustvo do njega me je potem spodbudilo k pisanju te knjige. Torej, knjiga pa ni biografska. Res je, da sem vzela letnice, nekatere kraje in dogodke iz dedovega življenja, ampak lik v knjigi se je potem razvijal po svoje, avtonomno. Prav tako lik vnukinje, torej v knjigi nastopata ded in vnukinja. Tudi lik vnukinje ne ustreza moji osebi. Knjiga je med pisanjem zaživela svoje življenje. Torej, ta dva lika sta taka dvomljivca, bom rekla, tudi dvom je neko notranje gonilo njunega življenja, hkrati pa ju obdajajo taki nevidne osebe, ki mogoče niso prisotne čisto v žarometu današnje družbe, ampak so neka živa tvorba te družbe. So živahni, niso odtujeni od sebe, ne od tega sveta. To pomeni, ste knjigo pisala v obliki zgodb? Torej, knjigo sem napisala v obliki zgodb, šele na koncu se je izkazalo, da se lahko jo bere tudi kot roman. Zaradi vseh povezav in predpletov, ki so se zgodili sami od sebe, in čeprav sem pa vztrajala nekako pri oznaki, da gre za zbirko kratke proze, predvsem zato, ker je knjiga začela tako nastajati. Lahko pa se bere kot roman, kjer sledimo razvoju življenja deda in vnukinje in njunega odnosa. No, verjetno je pri branju zanimiv ravno ta odnos med dedkom in vnukinjo. Se kaj lotite tega dela odnosa? Seveda, sledimo torej časovni liniji, torej najprej ded pričakuje rojstvo vnukinje, potem naslednja zgodba tematizira torej vnukinjo, ko je še otrok, ded je že mlad upokojenec, skupaj se potikata po gozdu, sledita domačemu prašiču, ki se sam potika po hosti, hkrati pa srečujeta tudi neke zanimive osebe v tej istrski pokrajini. Potem odnos se seveda nadaljuje v to vnukinjino puberteto in deda, ki te pubertete ravno ne razume najbolje. Tukaj mogoče ena točka, kjer se začneta oddaljevati drug od drugega, potem pa se spet zbližata v času, ko vnukinja išče službo, hkrati jo je tudi sram povedati dedu, da je dejansko brez službe in se mu zlaže, da dela. Ampak seveda se potem stvari izjasnijo in tudi ded
dobi neko razumevanje o sodanjem, bolj prekernem času mladih. Nadaljuje se z iskanjem neke družinske skrivnosti, o kateri ded noče govoriti z vnukinjo, in se vnukinja odloči, da bo odpotovala v dedovo vas, dedovo rojstno vas, in raziskala, kaj je v ozadju. In seveda smo zdaj na koncu. Zadnja zgodba govori o obiskih vnukinje pri dedu v domu za ostarele. No, to bo zanimivo branje za dedke in vnukinje, pa še koga. Tako je. Ni vedno prijetno, nisem hotela idealizirati vsega. Mislim, da je vedno dobro tudi stvarno pokazati stvari, da se ljudje prepoznajo, tudi včasih svoje napake, ki jih vsi počnemo. Hvala lepa za pogovor, se prosim lahko še predstavite. Vesna Lemajič, tukaj pa knjiga Trznil je, odprla je oko. Hvala.